Lepo zdrav, moje ime je Aleksandar Šinigoj in rad bi vam predstavil, zakaj je koristno, da se udeležite delavnice 5-Tier Business Coach oziroma ta masterclass delavnica, ki bo potekala v Ljubljani in na kateri se boste naučili, kako lahko postavite coaching posel. Zakaj je naslov delavnice 5-Tier Business Coach? Zato, ker mi ne bomo postavili samo klasičen enotirni biznis v obliki različnih oblik coachinga, temveč bomo šli pogledati vseh 5 nivojev, vseh 5 tirov in bi rad, da v resnici postavite posel, ki vam bo prinašal prihodke, ki vam bo prinašal denar, tudi takrat, ko boste spali, oziroma tudi takrat, ko boste šli na dopust, ali pa tudi takrat, ko boste, in to je ena izmed pomembnih stvari, ki jih morajo coachi narediti oziroma početi, je, da se boste izobraževali. Kajti dostikrat coachi pozabljajo nekaj. Ko gredo na dopust, ko grejo na izobraževanje, ko spijo, v resnici ne služijo svojim strankam. Ne izmenjujejo v bistvu nobenega znanja v zameno za neko denarno protivrednost. Ko postavite pa ta sistem, o katerem bomo govorili v nadaljevanju, v resnici lahko služite denar tudi medtem, ko spite. In to je ena izmed pomembnih stvari. Jaz imam tukaj nekaj zelo najbolj pogostih vprašanj, ki jih imate zame, oziroma ki ste jih imeli zame in bom šel skozi ta pogosta vprašanja, da jih pojasnim, vendar vam grem zelo na kratko skozi našo strukturo dela. Kaj bomo mi seveda počeli? Imam kar sproti vam to predstavo, ker v resnici tudi delavnico sem že v nulo preštudiral, ker jo tudi ponujam na ameriškem trgu oziroma za Američane. In tako da prva stvar, ki bomo delali, je to je mindset. Zakaj je to področje pomembno za coache? Prvič, danes coachi imajo stalno občutek, da imajo premalo znanja. Coachi imajo danes stalno občutek, da nekaj ni toliko vredno. Coachi imajo stalno nekaj občutek, da noben tega ne bo kupil, da oni niso za prodajo in ne vem, karkoli. In brez tega mindseta, ko boste te blokade dali stran, v resnici ne boste šli vso energijo v tem vašem poslu do konca. Se boste nekje prej ustavljali, pa boste prej rekli ne, ali pa prej boste odnehali. In moja želja, moj cilj za vas je ta, da boste seveda dobili tisti pravi zmagovalni mindset, s katerim boste na nek način šli na polno. Dali vse od sebe, se izpostavili, pokazali ljudem, kaj znate, dali svojo neko vrednost in tako naprej. Tudi rabimo nek zmagovalni mindset. Zakaj je to prva stvar, ki jo bomo skupaj naredili na tej delavnici, ko se boste prijavili, ko boste z nami, boste dobili zmagovalni coaching mindset. To je mindset oziroma neko mentalno naravnanost, ki jo nujno potrebujete za to, da boste finančno svobodni kot coachi, da boste lahko v resnici izmenjevali tudi drugačno energijo za denar, ki ni nujno povezana s vašim časom ali pa prisotnostjo, ki jo nujno potrebujete za to, da boste naredili tisti preboj, ki ga rabite narediti. Če tega ne boste imeli, je izziv, da v resnici ne boste šli do konca kot coachi, se ne boste upali, včasih se niti ne boste upali vprašati za nekaj. Zato je pomembno, da imate ta zmagovalni mindset. In tukaj se bomo mi pogovarjali o temu in naredili praktične vaje, s katerimi boste zamenjali in premaknili ta mentalni shift naredili. Ja? To je prva stvar, ki jo bomo naredili in to bomo naredili seveda na tej delavnici zelo natančno. Potem naslednja stvar, ki se bomo naučili, je seveda posel. Mi nujno rabimo vam postaviti posel in pogledati vse tiste stvari, ki so potrebne, da jih kot coachi definirate. Da definirate ciljno populacijo, da definirate nišo, da definirate konkretne stvari, kako se boste predstavili, kako se boste pozicionirali, kako boste postali eksperti in tudi na kakšen način boste seveda ljudem prodajali sebe in tako naprej. Tukaj bomo se ukvarjali z vašim coaching poslom in vsemi atributi, ki so pomembni. Seveda je pomembno s tem in povezano s tem tudi promocija ali pa marketing. Kako v resnici komunicirati, kako prave besede uporabljati, kako v resnici prodati strankam, kako vrednotiti stvari in tako naprej. In tukaj se bomo seveda ukvarjali s tem, kar da coachi pozabijo. Kako narediti paket, ki ne bo primerljiv z nobenim drugim paketom. Kako narediti in ovrednotiti nekaj,
kar bo dejansko pilo vodo in hkrati vam prenašalo dovolj denarja in tako dalje. Mi se bomo seveda ukvarjali tudi zdaj, a je to povezano ali ne, z enim pomembnim področjem in to je seveda kako v bistvu stranko spremeniti v stranko, ki dejansko vam prinaša evre. Kajti dostikrat boste imeli ogromno strank, pa to bojo stranke, ki bojo samo stranke na papirju, oziroma teoretične stranke ali pa potencialne stranke, vi pa rabite konvertirati to v evre. In tam boste imeli, za vsako to področje boste imeli poseben sistem, ki se ga boste naučili. In zame na koncu seveda najbolj pomembna stvar in na temu bomo seveda posvetili res kar nekaj pozornosti, bo seveda 5 tirov oziroma 5 nivojev coachinga. In v teh 5 nivojih coachinga se bomo mi pogledali prvi nivo, ki je brezplačen coaching, oziroma to lahko tudi zdaj narišem, ne. Pa pazite nekaj, tukaj je ena celota, za katero jaz danes mislim, da vsak coach, ki hoče iti na trg, nujno rabi. To, če ste pripravljeni spremeniti nekaj v vaši karieri, če ste pripravljeni narediti preboj v vaši karieri, potem je to za vas. Če bi radi se naučili, kako v resnici narediti posel, kjer boste lahko služili denar med tem tudi, ko spite, potem je to stvar, ki je nujno potrebna, pomembna za vas. Ja? Dajmo si pogledati teh 5 nivojev coachinga, ker to se mi zdi, da je tak temelj, s katerim bi radi začnemo. In sicer prvi nivo coachinga, ki ga bomo mi postavili, tukaj pazite, to bo vse avtomatizirano pa enostavno, in tudi če ne znate tehnologije, imam jaz seveda ekipo, ki bo lahko pri tem pomaga. Prvi nivo coachinga je seveda brezplačen coaching. In ta coaching služi temu, da vi gradite svojo prepoznavnost, da dajete ljudem vrednost in tako dalje. In tukaj vam bom pokazal nekaj ključnih načinov, kako vi zgradite vaše vsebine, vaše coaching vsebine. In videli boste nekaj, da ta coaching, ki ga bom vas naučil, ki vam ga bom predal kot vrednost, kot znanje, v resnici dostikrat nima veze s coachingom, ki ga danes učijo. Life coaching, business coaching in tako naprej. Danes v resnici ljudje učijo, jaz tudi to učim, moram priznati, ljudje nimajo pojma, kaj se v resnici danes na trgu prodaja. Mislim, danes boste našli nekoga, ki dela klasičen coaching, ki včasih zelo težko prodaja neke storitve. Zakaj? Ker ljudje nočejo se spraševati dosti časa o nekih občutkih, oni hočejo rezultat na koncu. Ja, če boste videli life coaching za področje odnosov, oni hočejo rezultat, oni hočejo najti partnerja ali pa hočejo rešiti odnos z obstoječim partnerjem. In zato je pomembno, da mi znamo kombinirati v pravilni obliki in formatu, kombinirati to, kar temu jaz kar rečem, coaching, ki je malo mentorstva, malo svetovanja in na nek način ena najbolj pomembnih stvari, ki jih lahko naredite, coaching, ki prenaša v resnici dodano vrednost. To je ta prvi nivo. In tam se bomo mi v resnici naučili, kako lahko vi kot coachi, kako lahko vi kot svetovalci, mentori, kot terapeuti, karkoli že se imenujete, izgradite v zelo kratkem času nek sistem, ki bo avtomatsko namesto vas funkcioniral. Je pa res to, da tukaj moram poudariti, recimo, če bo to v obliki nekih citatov, ki dajo neko vrednost, ali pa nekih misli, ali pa nekih nasvetov, ki jih boste avtomatsko naredili, rabite recimo enkrat na 2 meseca, ali pa enkrat na mesec, to si pripraviti. In to bo potem avtomatsko šlo ven, recimo, na vaša socialna omrežja in tako dalje. Tako da to bomo se o tem pogovorili in tudi naredili. To je ena izmed stvari, ki boste naredili, je vaša Facebook stran. Tisti, ki še nimate, boste pač naredili, zato da se boste tam promovirali. Ja? Potem je drugi nivo coachinga, je coaching, kjer se bomo naučili, kako v resnici narediti neke zelo nizkocenovne produkte in tudi pazite, v tem nivoju coachinga vi ne boste prisotni fizično. Mi vas ne bomo fizično tam potrebovali, zakaj? Kajti jaz hočem, da bo ta nivo služil temu, da boste zaslužili dovolj denarja za vaš marketing budžet. To je, da boste lahko služili denar, ko spite, in hkrati pokrili vse stroške oglaševanja, ki je pomemben del vašega, vsaj začetne faze, ko uredite posel. Ker na začetni fazi grajenja posla ljudje dostikrat pozabljajo nekaj, da nimajo še tega momenta, ki se zgodi kasneje. Ker recimo danes, jaz ko pridem danes stranke k meni,
Dostikrat pridejo zato, ker jih je nekdo priporočil, ali pa ker sem jaz nekje delal in so rekli, nujno vzemi Aleksandra, ali pa Aleksandar je najboljši, ali pa Aleksandar ima daleč najboljše NLP treninga in hipnotične treninge. Danes ljudje to govorijo in se ta glas širi zelo hitro, ali pa to na začetku ni bilo tako. Na začetku sem rabil si utreti neko pot in ta drugi nivo coachinga v resnici služi temu, da boste vi znali postaviti pravilno ta del vsebine v neko strukturo. In kaj je lahko tukaj na drugem nivoju? Lahko knjiga. Knjiga, ki služi kot neke vrste coaching pripomoček. Tukaj je lahko audio knjiga, ki služi kot neke vrste pripomoček. Potem je lahko video knjiga. Tukaj je lahko več stvari, ki imajo vrednost nekje 5, 10, 20, 50, 100 evrov, 200 evrov. To pomeni neke nizke vrednosti, za katero v resnici se vam ne splača delati toliko coachinga, kot lahko naredite tako, da ga enkrat naredite in potem vam to služi za skozi. In ena izmed stvari, ko bo vaša naloga, je ta, da naredite en tak produkt v tem času, ko bomo mi skupaj. Ker mi bomo skupaj praktično 10 mesecev. V resnici z vsemi bonusi dobite mene za 10 mesecev, da bom virtualno, to je online se vam vsaki mesec javil, vsaj enkrat, da bom praktično aktivni član vaše zaprte Facebook skupine, naše mastermind skupine in da se bomo mi še 4-krat dodatno dobili v živo, ker bomo imeli Mastermind plus, jaz bi rad vas videl, kako dejansko prednaredite vašo prodajno prezentacijo in vam dal feedback, vam dal povratno informacijo, kako boste to naredili. Ja? To je drugi nivo coachinga in v prvem in drugem nivoju in tudi zdaj, kar gremo na tretji nivo coachinga, tukaj boste naredili nekaj, kar je unikatnega vašega in seveda služi temu, da boste dali vse, kar lahko daste v ta online produkt. Tukaj boste naredili online produkt, ki bo v resnici služil ljudem, da naredijo preboj, brez da ste vi prisotni. Ta online produkt bo služil ljudem, da bojo se premaknili do rezultatov, do ciljev, ki jih hočejo doseči, brez da vas imajo tam. Ker recimo knjiga lahko nekomu da inspiracijo, včasih naredi neko spremembo, nek preboj in tako, vendar v tem primeru pa rabite vi vse, kar lahko date. In recimo, če boste coachi za odnose, boste tukaj lahko dali nekaj videoposnetkov, kakšen intervju in tako dalje. In ta produkt bo recimo 500 evrov, 1000 evrov, 2000 evrov in vi pri tem produktu ne boste prisotni. To je dobra stvar. Vi ga boste naredili, posneli in to bo coaching produkt, ki ga bomo mi seveda po neki strukturi, ki jo vam bom dal, naredili, zgradili in ta struktura je blazno enostavna, boste videli, ko jo boste enkrat obvladali, boste lahko izgradili nešteto produktov, pa boste kar rekli, wow, še ena. In če pogledate, jaz imam kar nekaj produktov online, ki se na ta nivo, na tak način tudi gradijo. Torej, ta tretji nivo coachinga v resnici služi, da vi si zagotovite finančno svobodo in finančno neodvisnost in pa ste nekaj, razen da ste močete javite v skupino, močete da delate online klice in tako, tukaj vam ni treba biti fizično prisotni. Zakaj vam to razlagam? Eni ste blazno radi skupaj s klienti, eni ste blazno radi 1 na 1, eni ste blazno radi 1 na mnogo, ker recimo delavnica dostikrat pomeni, da ste vi v skupinskem coachingu, 1 na mnogo. Pa tukaj, pri temu boste pa v resnici lahko to počeli, če boste hoteli, ali pa naredili tako imenovani evergreen produkt, ker boste lahko v resnici imeli webinar, ki je že prej posnet in ta webinar bo služil temu, da bo prodal vam ta tretji nivojski coaching. Četrti nivo coachinga služi temu, ne vem, če vidite, je tako narejeno tukaj, da ti produkti služijo temu, da piramida se malo oža. Vidite to? Zakaj? Ker na četrtem nivoju coachinga vi v resnici imate neke stranke, ki vam nenehno dajo denar mesečno, zato da boste vi seveda jim pripravili določene vsebine. In to se dostikrat zgodi. Jaz imam primere ljudi, ki so pri meni naredili recimo tečaj NLP praktik, NLP mojster praktik, NLP coach, praktik hipnoze in mojster praktik hipnoze in tudi online mojster manifestacije, vse so naredili. Vse tečaje, ki jih imam. In potem mi reče, Aleksandar, kaj je še pri tebi? Jaz bi še kaj pri tebi se poučila. In takrat rabite vi četrti nivo coachinga. In to je ta nivo, ko tudi v resnici niste prisotni, če tega v resnici ne želite in to delate online. In tukaj boste v resnici dobili vi nekaj fantastičnih idej, ki jih bomo mi na delavnici obdelali, kako narediti ta četrti nivo coachinga. In tukaj seveda boste imeli cenovno politiko, ki je lahko 10 evrov na mesec, 20 evrov na mesec, 50, 100, 200.
recimo članarina so tudi po 1000 evrov na mesec, nekateri plačujejo. Zakaj? Zato, da dobijo vir prihodkov, vir dohodkov, reden in hkrati vaše stranke bodo dobile pa vašo nenehno rast. To pomeni, recimo, lahko boste vsak teden prebrali eno knjigo in naredili kratko obnovo in dali v skupino. Lahko boste naredili nekaj intervjujev z uspešnimi ljudmi, dali v skupino. In to je v resnici vse tehnološko mogoče narediti s Facebookom. In to vam bom vse pokazal. Ne rabite v resnici nič od tega, ne rabite nobene strani, razen recimo Facebooka. Ali pa kakšno drugo tehnologijo, ki si boste sami zbrali in vam je na voljo. In potem imam 5. nivo coachinga, kjer boste se seveda naučili, kako dobiti stranke 1 na 1. Šele tukaj delam 1 na 1 ali pa 1 na mnogo. Ja? Zakaj? Ker sem tukaj si zagotovil finančno svobodo. Tukaj sem že pokril vse stroške, ki jih imam z obratovanjem, z delovanjem in tako dalje. In če pogledate, je to ena fantastična stvar, ki jo bomo mi na tej delavnici 5-tier business coach oziroma 5T business coach naredili. Ja? To je res ena fantastična delavnica, ker je zbrano 15 let mojih izkušenj, modeliranja najboljših ljudi, kot recimo ogromno let sem bil prostovolec, zdaj sem senior leader, to mi je en zelo visok rang pri Anthony Robbinsu oziroma Tony Robbinsu, ki ga verjetno poznate, ki je fantastičen mentor, učitelj in sem hvaležen, da sem lahko v tej ožji skupini oziroma ljudi, ki sodelujem in pomagam na njegovih dogodkih. Že 10 let bo hvala, ker sem asistent pri Richard Bandlerju, soustanovitelju NLP-ja in v resnici sem spoznal praktično skoraj vse ljudi, ki so bili v filmu Skrivnost, The Secret, sem jih spoznal v živo. To pomeni, da sem v resnici jih videl na delavnicah ali pa z njimi komuniciral, bil 1 na 1 in recimo Marie Diamond je bila pri nas doma na kosilu recimo in smo se z družinami celo družili in tako in v resnici vse to, kar sem zbral teh največjih imen na svetu in kaj ti ljudje počnejo, sem vam zdaj združil v to delavnico. Pazite, ta delavnica je v resnici nekaj, kar vam bo dalo možnost, da začnete takoj coaching posel. In dajmo izkosti ta vaše vprašanje, ki ste jih imeli za mene in zdaj jih imam tukaj, se opravičujem, zapisana in evo po vrsti. Ali je možno plačilo na obroke? Da, plačilo na obroke je mogoče. Vendar pred začetkom delavnice rabite poravnati vsaj polovico zneska, kar je v tem naši vrednosti 1000 evrov plus DDV. To je polovica in preostali del lahko damo tudi na obroke. Vendar, če plačate v celoti, celoten znesek, dobite en poseben bonus in to je to, da lahko uporabite en dan, to pomeni pač koliko ur lahko en dan delate, moj studio. Če plačate vse v celoti, dobite moj studio s kamero, mikrofoni in vse na razpolago za en dan. To pomeni, en dan ste lahko, to je v času delovnih ur, seveda, ne, v mojem studiu in seveda takrat edini pogoj je ta, da mene takrat ni tukaj, da jaz ga ne rabim oziroma ne potrebujem. Tako da tam boste lahko naredili ogromno tega materijala in tega, kar boste delali. Če imate kreditno kartico, ki omogoča obroke, lahko poravnate seveda s kreditno kartico, dobite 12 obrokov, ker vam to banka seveda omogoča in vam priznamo tudi bonus za enkratno plačilo. Lahko se zagotovite ta bonus, ker zdaj govorimo o njemu, da lahko uporabite moj studio za en delovni dan od 8 do 4. V zameno seveda rabimo pa mi, da nam plačate s kreditno kartico, ki omogoča 12 obrokov, to mi dobimo plačilo v celoti, vi pa seveda skupaj z banko date to na 12 obrokov in si zagotovite en bonus in to. Drugače pa lahko, ker dobite še cel kup drugih bonusov, tudi če ne plačate v enkratnem znesku, da v resnici lahko plačate tako, da plačate polovico na začetku in ostalo po nekih obrokih, to, ko se mi dogovorimo v začetku. Ja? Kakšen naziv oziroma certifikat dobite po delavnici? Ko boste končali, dobite naziv oziroma certifikat 5-tier business coach. Kaj boste imeli kot garancija za znanje v tem certifikatu? Je to, da boste imeli garancijo, da znate področja, ki so potrebna za to, da štartate vas coaching posel. Jaz vas bom učil podjetništva, poslovnih ved, marketinga, tem, ki jih morate narediti, kako se predstaviti, kako zapakirati, kako dejansko narediti vaš produkt unikaten v primerjavi z drugimi in seveda, kako zgraditi sisteme, s katerim boste dodali vrednost. Ker danes recimo ljudje, coachi prodajajo 1 na 1 ure in danes to ni pravi model in to vam bom seveda pokazal predvsem z tega vidika, da boste znali coaching seanse, pakete prodati
hitreje, lažje in tudi, da ne bo primerljivo z nobenim drugim. Ja? Naslednja stvar je ta, ali se bomo na delavnici učili veščin coachinga. Torej, ta delavnica 5-tier business coach ni namenjena temu, da boste vi se učili coachinga. Torej, mi se bomo učili, kako postaviti coaching posel, kako postaviti posel za hipnozo, kako postaviti posel za terapije, kako postaviti posel za reiki, kako ga zapakirati in tako dalje. To se bomo učili. Seveda bomo mogli iti v globino. Ko boste vi rekli, Aleksandar, kam naj dam to? Jaz bom delal v resnici 1-na-1 z vami, že na sami delavnici. Jaz bi rad, da skupaj zgradimo sisteme, da boste dali ime sistemom, ki bojo del vaših paketov. In takrat se bomo mogli pogovarjati vsebini. Ne bom pa jaz tam demonstriral coachinga, razen da bom mogel coaching delati z vami, še posebej, če boste imeli kakšna omejujoča prepričanja, pa tako, koliko zaračunati, pa tako, to bom mogel delati tam on the spot. Ne bomo se ukvarjali s tem, kakšno vprašanje je odprto, zaprto, tega ne bomo v resnici imeli časa, kajti mi se bomo v celoti ukvarjali s tem, da postavimo vaš posel. Ja? Tudi zaradi tega je pogoj, ki sem ga dal ta, da se prijavite sam, če imate vsaj kakšno delavnico NLP-ja, hipnoze, coachinga, osebnostne rasti. Če ste vsaj kakšno osebo videli v živo iz filma Skrivnost, če ste bili na Harv Tiekerju, ki ste recimo ta Millionaire Mind, kakršnokoli delavnico ste naredili, pravi vsaj nekaj iz osebnostne rasti, da vem, da imate neke baze, s katero lahko potem gradimo naprej na prodajah in na paketih. Fajn je tudi, da imate že neko vsaj idejo, kjer bi se radi specializirali. Problem je tem, da ljudje nočejo neke specializacije, se bojijo. In jaz vas bom prosil samo nekaj, da boste vzeli nekaj, karkoli vam prije najprej na misel, in bomo zgradili teh 5 nivojev. Zgradili bomo to seveda konceptualno, vi boste šli pol domov in to posneli, naredili, zato sem rekel, da je pogoj tudi, da imamo telefon, pa tako, to bomo še malo omenil kasneje, ker je eno drugo vprašanje za to. Vendar, mi se bomo tukaj res naučili vse, kar rabite za štart posla. Ja? Zdaj ne bomo šli govoriti o tem računovodstvu, kako poknjižite konte, pa ne vem kaj, kako se to fakturira, kako to daste računovodskemu servisu. Prav to lahko outsourcate. Ne morete pa outsourcati oziroma dati ven iz tega vaš lasten sistem, kako ga zgraditi. Ne morete teh 5 nivojev coachinga dati ven, dokler ne sami postavite temeljev. Ja? Ko sem recimo bil pred kratkim, ko je bil Brian Tracy tukaj skupaj z njim na večerji in smo debatirali o tem, kako on recimo te citate naredi, to je ta prvi tir, on ima dosti enostavno metodologijo, kako to zgraditi, da potem drugi dela namesto njega, da on ne rabi se s tem ukvarjati. Ne morete pa tega outsourcati, ker to je prepomemben del, da boste dali nekomu drugemu. Tako da, naučili se boste vse tisto, kar rabite, da štartate coaching posel, razen tistega, kar lahko date ven. In to so stvari, kot sem rekel, računovodstvo, pa ne vem, kakšne tehnične stvari, ki jih ne rabite vi znati nujno. Da vi ne rabite znati sami narediti spletne strani, važno pa, da znate kako, ali pa imate nekoga, ki vam pomaga to, da odgovor, ali pa, da sami date to, če to znate. Mislim, nobeno znanje ni škodljivo, jaz sem vam pokvaril s tem, kar je nujno rabite, da štartate coaching posel. Ja? Ali potrebujem kakšno posebno opremo v prijavi? Ok, fajn. Zdaj, ena stvar, ki vas bom povabil, je to, da boste imeli svoj telefon, ki ima kamero, da lahko nekaj snema. In zdaj mi je čisto vseeno, kakšen bo ta posnetek. To, jaz vas bom priporočil, da kupite na neki spletni trgovini in tudi vam bom dali link točno, kaj kupite, en mikrofonček. To je en kabelček in bom tudi lahko vam pokazal, sicer je podoben temu, ta je sicer malo dražji, ker je profesionalen za studio. In tak mikrofonček, da se ga boste tukaj pripeli in ga boste sam povezali s kablom na telefon. Zakaj? Ker s tem se boste zagotovili, da bo manj šumov in zvok je pomemben del te vaše zgodbe. Zato je pomembno, da imamo ta zvok in da dejansko nimamo nekih strašnih šumov in tako naprej. Ja? Zakaj rabimo stojalo? Zato, da boste si lahko telefon postavili in potem posneli neko vsebino. Ja? In smo rekli, če boste poravnali v celoti znesek, ja, to pomeni, da ta kotizacija v celoti plačate, prijete sem en dan in mi vam damo kamere in opremo, ki je vredna 10,000 plus evrov, vam damo to opremo, studio, ne uporabljamo, vi si lahko pripravite scenarij, doma povate s telefonom, vidite, kako je, v redu ste pripravljeni, pridite sem in posnamete te nivoje tukaj, ker v resnici boste videli, da 8 ur nimate včasih kaj delati, odvisno zdaj, ko zašli v globino in širino in tako dalje. Ja? Ali garantiram jaz, da boste zaslužili 100,000 evrov? Jaz v resnici verjamem v prvem letu. Jaz v resnici verjamem, da je to odvisno od 2 faktorjev ključnih. Prva ta, kako boste šli resno v to. Če se boste vrli v vodo, da boste postali coachi, da boste naredili preboj in da boste se držali tega, kar se bomo mi tam zmenili, jaz vam bom dal naloge domače, pazite, ogromno.
če se boste držali tako, kar smo mi zmenili, in to ne bo prehudo, ne bo nekaj taza, ker v resnici jaz ne verjamem, da je za vas primerno in tako. Tako smo tudi rekli, to zame je, to zame ni, bomo lahko tako rekli. In če ste že vsaj kaj slišali, da ste že malo pripravljeni ven, ker včasih rabite, da neka ideja dozori. Jaz verjamem, da je 100.000 evrov v enem letu realen cilj. Vendar, če ste v službi, od 8 do 4, in dajte biti v službi, ker morate kaj jesti in piti, da ne bo zdaj kdo rekel, zdaj pa mora iti ven iz službe, Aleksandar je tako rekel, ne. Si vzemite lahko pol leta še več zraven, ali pa dajte si vzeti še 12 mesecev. Vendar boste tudi ob službi si morali rezervirati, recimo, ne vem, če imate zdaj otroke pa družino, vsako drugo soboto, ali pa vsak torek, četrtek popoldne, družina, prosim, pomagajte mi, zdaj hledim moj posel, to je zdaj naloga, ki jo moram delati, prosim, če lahko imam te 2, 3. In takrat boste prosili za neko podporo doma, da lahko naredite ta preboj, ta premik in da postavite svoj coaching posel. Kaj boste enkrat postavili in boste recimo zaslužili 100.000 evrov letno, ne vem, če je to dosti ali malo za vas, boste potem lahko si zbirali čas in tudi bili bolj fleksibilni. Recimo, moje prepričanje, ko sem jaz štartal posel na začetku, je bilo to, da ljudje bojo prišli imeli samo čez vikende. Jaz vam povem, da na začetku moje kariere sem delal vsaj polovico vikendov. V nadaljevanju sem nekje bil na eni delavnici in ta oseba rekla, Aleksandar, recimo, postavite si ta posel tako, da ne bo posel orientiran od tega, kaj bi vi radi najprej. Najprej ne bo cilj vaše življenje in potem posel. In jaz sem zdaj popolnoma drugače postavil posel in zdaj imam rezervirano 2 vikenda za NLP praktik, to je sta v začetku leta ponavadi, in 2 soboti za mojster praktik, oziroma 3. sobota bo zdaj za mojster praktik hipnoze. In to je to. To pomeni 2 vikenda, 3 sobote in to je vse, konc. Kar pomeni, da jaz zdaj sam diktiram moj tempo, moj urnik. Na začetku ni bilo tako. Zakaj? Na začetku sem se rabil malo potruditi, malo pomartrati in tako. In tudi zdaj so kakšne špice, to priznam, ko moram dodati čas in delam tudi več kot 8 ur. To je normalno. Je pa res, da imam svobodo, da lahko izbiram čas in rečem, takrat ne bom delal, takrat bom delal. In to mi omogoča finančna svoboda in to mi omogoča seveda tudi to, da imam nekaj sistemov postavljenih. To je, da imam sistem, ki deluje namesto mene tudi, ko jaz spim in tako dalje. Okay. Potem me sprašujete, a lahko prijete z reki tečajem, me nekdo sprašuje. Zdaj, kaj boste vi počeli kot coachi, terapeuti, hipnotizerji, NLP praktiki, mojstri praktiki, svetovalci, maserji, svetovalci ali pa recimo vedeževalci. Mislim, kakršenkoli posel imate v mislih, to je zdaj vaš del. Prav? Vi prijete s tem konceptom, idejo sem na mojo delavnico in na temu boste v resnici, na tej delavnici si boste lahko postavili sistem 5 nivojev, to, kar sem vam zdaj rekel, in hkrati se naučili, kako boste se predstavili, kako boste se pakirali, kako boste prodali. In ena stvar, ki sem naučili, je, da kako delati pakete za coaching, kako v pakete dodati še neke bonuse, da paket ne bo primerljiv. Ko včasih ljudje rečejo, paket je 1000 evrov, to je 8 ur, to je 125 evrov na uro, to je drago, ne? Ko ste pa vi imeli pravilno postavljen paket in boste rekli 1000 evrov in to dobiste ta bonus in ta bonus, ki vas nič ne stanejo, ki jih boste tako imeli narejene, rekel oseba, to je 1000 evrov in jaz dobim ta paket. In potem ne bo več vsa primerjala uro za uro in to znanje in to metodologijo, ki vam bom predstavil, boste videli, da vam bo neverjetno dragoceno. Tako da, pridite. Meni je samo važno, da imate nekaj, kar radi počnete, da pridete z neko strastjo, energijo, žarom in prosim, ne prijeti zato, da boste zaslužili 100.000 evrov, 200.000 evrov, 300.000 evrov. Prosim, ne prijeti s tem. Zakaj? Kajti jaz verjamem nekaj, da če imate klic, vaše poslanstvo, nekaj, kar vas vabi, da čutite v sebi, da bi radi počeli, je tako fajn, da prijete in morate prijeti. Če pa v resnici prijete zaradi financ, ker včasih ljudje pridejo zato, ker jim je fajn ta slava, in to, da so z ljudmi, pa da prijete zaradi tega, ker bi radi naredili neko dobro delo, ker bi radi pomagali ljudem. Zakaj? Ker boste videli, da doskrat pridejo težki trenutki, ki niso tako fajn, trenutki, ko boste rabili narediti nek preboj. Recimo, jaz se spomnim, leto 2012 je bilo tako dosti težko leto,
ker smo imeli dosti izzivov na firmi, ki jo imam za IT, ki to je moja firma že od začetka moje kariere in seveda je tukaj izzivov. In ena stvar sem jaz mislil, da moram z mojim delom poskrbeti za vse moje sodelavce, za vso ekipo in tako in sem res delal ko norc. In takrat sem imel 200 delavnic. Mislite to, v enem letu je 220 delovnih dni. Jaz sem delal vikende, sem delal enkrat v enem paketu 17 dni, vsak dan od jutra do večera. 17 dni. Sobota, nedelja, spet tako je v ponedeljek, do 17 dni. In 17. dan je bila sobota in sem imel eno delavnico za en mrežni marketing za eno skupino v Portorožu. In vam povem, vstanem zjutraj, to je bilo popoldne še ne, in vstanem zjutraj in tečem. Sem šel teč, ker nisem se počutil, nisem mogel. Telo ni več zmoglo, fizično. Tudi jaz vam povem, doskrat, jaz grem domov in nesem izzive mojih stran, ker pač ni mi vseeno za te ljudi, s katerimi delam in ni mi vseeno, no. Jih imam rad in jih cenim, jih spoštujem in tako. No, in jaz vstanem in grem teč, da prijem k sebi, nisem upred sebi. Grem pod leden tuš, mrzel tuš in nisem pač v sebi. Šel sem meditirati, v savno sem šel. Mislim, toliko stvari sem naredil tisto jutro, da nisem vedel, kaj še lahko naredim. In jaz grem v Portorož z mislijo, da vsaj dam vse, kar lahko dam. In jaz vem, da tisti dan sem dal po moje 70%. 70%. In oni so bili zadovoljni. Zakaj? Ker oni niso opazili te energije. Jaz pa vem, da nisem dal. In takrat sem si prav rekel, Aleksandar, tu moraš spremeniti nekaj. In ne bi vzdržal verjetno tega preboja in premika in potem mentalnega premika, če ne bi imel tako rad to, kar delam. Če ne bi čutil, da to je moje poslanstvo. Če ne bi čutil, da je to razlog, zakaj sem jaz na tem planetu. Če ne bi čutil, da to ni nikakor denar. Ker v resnici jaz sem vam prav na začetku, ker sem vlagal dosti še v moje izobraževanje, pa še zmeraj to vlagam, na začetku vam povem, je bilo to zelo težko prihran zaslužen denar in vsaki evro je bil, mislim, res, komaj sem čakal, da pride in tako. In vam povem, da dejte imeti radi to, kar delate, ker če tega ne boste imeli radi, kar delate, ne boste šli vso energijo, vso strastjo v ta posel. Ja? Potem naslednje vprašanje, ali bo kakšna podobna delavnica tudi kasneje v naslednjem letu? Nažalost ne. Zakaj? Ker ta ista delavnica kasneje ne bo, mogoče drugo leto. Zdaj v tem letu žal nekaj imam razprodano in tudi naslednje leto imam že do poletja razprodano. To pomeni, izkoristite zdaj. Če ne morete vse dni priti, mi bomo snemali celotno delavnico in boste lahko dobili posnetek. Obljubiti in podpisati morate, da ne boste tega nikomu dali, nobenemu, nikomur. In druga stvar je ta, da se lahko tudi v živo nam povežete z nami in lahko nas spremljate iz dopusta, iz plaže na tej videokonferenci in tako naprej. Obstaja tudi razpis. V razpisu dobite strani države, če seveda vam odobrijo ta razpis, tukaj ni, lahko dobite 811 evrov, to za vključeno dohodnino povrnjenih. To pomeni, država vam vrne 811 evrov. To pomeni, iz celotne investicije še to odštejete, nekaj res za dohodnino, je ta delavnica, mislim, tako ugodna. Mislim, jaz vam sam dam en primer, recimo, ko grem jaz na Tony Robbins delavnico, včasih grem zadnjo minuto, ker ne vem do zadnje minute, če lahko grem. Letalska karta ponavadi je nekje okrog 1000 evrov. Ja. Hotel bivanje, če hočem biti blizu, ker to so res pozne ure, tudi približno 1000 evrov, včasih več, včasih manj. Hrana in vse kakšne stroške so povezane s tem, je tudi lahko 500 evrov. Ne vem, recimo, jaz dam 2500 evrov za to, da grem na Tony Robbinsa. Veste, koliko delavnic samo Tony Robbinsa, brez da govorim drugih, po moje sajnih 30 delavnic, ki sem bil Tony Robbinsa že do njih do zdaj. In zdaj si začujete matematiko in zdaj vi pa pridete sem, se varno prepeljete, se usedete, doma ste, spite lahko doma, jeste doma, nimate neke investicije in dobite znanje, ki ga jaz prenašam iz prve roke. Pa pri Richard Benderju sem letos bil dvakrat recimo, pa spet bom verjetno še kot asistent. Mislim, vi dobite to, ne z vidika metodologije, ki jaz ne bom učil tukaj NLP-ja, ma sistema, ki ga on ima, iz prve roke dobiste na pladnju. Mislim, če to ni vredno vaše investicije, jaz ne vem, kaj je. In pa se to je investicija v vaš posel, v vašo prihodnost. Mislim,
jaz bi rekel temu no-brainer, ne. Mislim, to bi rekel, kje naj plačam, takoj zdaj se prijavim, Aleksandar, pridem. Ker če hočem narediti posel, če hočem biti coach in če hočem to narediti zdaj, nekaj boste odlašeni in tako naprej, jaz ne vem, če bom to drugo leto še počel ali pa čez 2 leta. Zakaj? Ker zdaj bomo posneli, bomo dali v škatlico in boste lahko, online si bolejte. Prednost je, da boste z mano uživo, je to, da boste lahko me spraševali, da bomo lahko na vašem caseu delali in tako naprej. Ja? In online produkt ne bo cenejši, bo verjetno celo dražji, kot je ta, kar je zdaj v živo. Zakaj je tako velik popust? Delavnica je vredna veliko, veliko več. Jaz bi rad par stvari. Rad bi, da naredimo nekaj velikih prebojev s coachi v Sloveniji. Ma ne samo to. Obljubiti morate, da tisti tuj jezik, ki vam je najbolj blizu, da boste tudi v tistem tujem jeziku nekaj delali. Ja? Torej, jaz vas bom povabil, da boste zbrali en tuj jezik. Recimo, moj tuj jezik je recimo angleščina. In jaz zdaj delam v angleščini, ogromno stvari in tudi imam paralelno še en angleški svet, ki ga večina ljudi niti ne ve, da imam. In hvala Bogu, da ne, ker zdaj dajte me spremljati v slovenščini, ne v angleščini, ker me ne boste našli, ker imam pač, ja. No, in isto boste vi naredili. En paralelni svet bi rad naredil in seveda bi rad naredil z vami preboj. In zato vas bom prosil potem, da se zavezujete seveda, da ko naredite 100,000 evrov prometa, da mi bo sedaj tako eno pohvalo, eno mnenje, v slovenskem jeziku in seveda v tistem jeziku, ki ste ga zbrali. To hrvaški, srbski, nemški, italijanski, angleški, čisto vse nam je. Prav? En tu jezik. Če vam ne gre noben tu jezik, boste v samem slovenščini dali to. Pa ste nekaj. Jaz recimo sem delal coachinge na Havajih. Ja, sem povabil na Havajih, ker sem tudi predaval in delal coachinge z kitajskimi milijonarji, najbolj uspešnimi kitajskimi podjetniki, ki so bili v nekem pač poslu, kjer sem imel prevajalca, oziroma prevajalko, so se menjali. To jaz nisem znal niti besede kitajsko, to mi vi v resnici lahko res v tujino, brez da znate ta tuj jezik. Zakaj? Ker v resnici danes imate možnost, da dobite, ko imate neko strast in tako dalje, nek posel v tujini. Par ste nekaj. Tier 2, ne, to je drugi tier, vključuje tudi to, da naredite knjigo. Oziroma neki digitalni produkt smo rekli, ne. In kaj vas bomo tudi naučili, kako recimo knjigo dati na ameriški trg in kako jo plasirati v angleškem jeziku. In tudi imam fantastično lektorico, tako, ko jaz sam ne vem, kdo jo je poslal. In dela za večino avtorjev od Hay Housea, tudi res odlična je. In ta lektorica ne samo popravi vejce, temveč vas bo tudi zvala. In zdaj mi je že parkrat rekla, ko dela z mojimi knjigami, je rekla, Aleksandar, tukaj bomo morali nekaj še enkrat. In ko sem šel brati isto stvar, sem rekel, wow, le kako ima prav, nisem dosti jasen bil. In tako. In to te vire bom z vami delil. To so moji viri, bojo vaši viri. Ja? Tako da popusti zato, ker pričakujem vaše mnenje, vašo pohvalo in tako dalje. In ker je seveda omejen čas za ta popust. Potem naslednje vprašanje, ki sem ga dobil, je, kako poteka prijava. Kako poteka prijava, dosti enostavno. Vi se prijavite, pod napombe napišite, kaj ste se izobraževali. Če vas ne pokličemo, pomeni, da ste sprejeti, da je prijava sprejeta. Ker ne pokličemo vseh. Če boste napisali, končala sem coaching tečaj pri temu in temu, v redu, sprejeti. Če končala sem to pa to, ja. Včasih nekoga, mi imamo en seznam ljudi, ki jih preverjamo, lahko nekoga preverimo. Zakaj? Ker ste se mogoče kdaj vedeli neprimerno na kakšni naši delavnici in tako, in mi imamo nek black listo, oziroma črno listo ljudi, ki v resnici se ne morejo prijaviti pri nas in mogoče ste na tej listi tudi vi. Ne vem zakaj. Zakaj vam to? Ker hočem delati z ljudmi, ki so pozitivni, ki bi radi nekaj dobrega naredili, ki bi radi rasli, ki sprejmejo odgovornost za svoje življenje in tako. Ja. Tako se prijavite, napišete, kaj ste naredili in tudi napišete, kakšen cilj mi v te opombe. Tam v prijavnici, naslov za prijavnico je dosti enostaven. Na zdravje, hvala. Naslov za prijavnico je mastermindacademia.com, poševnica, 100K, 100K pomeni 100,000 coach. Zdaj, če bi hoteli zaslužiti 200,000 ali pa 300 ali pa milijon, vseeno. Zdaj smo dali temu linku 100K coach. Na tem linku se lahko dobite prijavnico, se prijavite, izpolnite in tako dalje. Prijavite se dosti enostavno in čim prej se to naredite in rabite, smo rekli, vsaj polovico zneska poravnati pred začetkom. Če želite bonus, da imate moj studio brezplačno v najemu en cel dan,
In tukaj počnete lahko kar šteje, fajn, da se malo pripravite naprej in tudi malo dogovorite z mojim kolegom, ki bo tudi vam pomagal, tudi dobite tudi moja sodelavca. Lahko snemate hipnoze, video, audio, mislim, kar šteje. Lahko damo, tukaj sicer vi ne vidite, imamo green screen od zadaj, imamo več kamer, tako da mislim, čuda lahko dajte tukaj. Imate flipchart, vam bom dal, vse, kar imam jaz, imate vi. Tukaj imam en fantastičen mikrofon, kaj ne vidite, vidite, kje je tam. Ja, in tako, zdaj sicer nisem dal mojega, kaj imam ponavadi, tako da upam, da me še vedno dobro slišite, ker tega sem pozabil dati na začetku tega snemanja. Sem vedel, da bo tudi drugi rezervni. Zdaj imam v bistvu rezervni mikrofon, dosti dober in tako dalje. Ja? Naslednje vprašanje je, kaj pa, če ne želim se izpostaviti in snemati in biti na raznih socialnih omrežjih? Če še ne želite izpostaviti, je tukaj zelo odvisno od ciljne skupine in grupe. Če je vaša ciljna skupina zelo ozka in za 100,000 evrov rabite lahko 10 strank, 10 krat 10,000 je 100,000. Ja? Recimo, in doskrat ljudje rečejo, je možno dobiti stranke za 10,000, 20,000, 30,000 v Sloveniji, možno je iz lastnih izkušenj, vam to povem, to so ponavadi poslovne stranke. Vi boste lahko dobili poslovno stranko, ki bo pri vas naročila 30,000 storitev ali pa 40,000 evrov storitev. Zakaj? Ker je to velika stranka in boste lahko ogromno stvari tam naredili, spremenili, pomagali in tako dalje. Ja? In pomembno pri tem bo to, da če boste imeli široko populacijo, recimo, če ste coachi za zdravo prehrano, in to je dosti široka ciljna populacija, in je tam pomembno, seveda, da se boste izpostavili. Ja, da boste šli na socialne medije in tako dalje. Če boste imeli zelo ozko nišo, ne vem, ljudi, ki imajo nek majhen izziv, pa ne vem kaj, in je to dosti specialnost, potem ne rabite se izpostaviti v celi populaciji, temveč boste zbrali, in ko se bomo povajali o targetiranju vaših ljudi, ko se bomo povajali o Facebooku in Googlu, bo pomembno mi to, da v resnici definirate dobro vašo populacijo. In pa boste rekli, zdaj se bomo morali izpostaviti na populaciji 10,000 ljudi. Tam se bomo izpostavljali, okej. Jaz vem, da se bo nekaj zgodilo. In to se tudi meni zgodilo. Takoj, ko se boste izpostavili, bo prišel kakšen, ki vam bo rekel, da to je neumno. In to so meni rekli. Še zdaj se spomnim, ker sem jaz začel delati delavnice, smo sodelovali že kar nekaj let z podjetjem Amedia. To je ena podjetje tukaj na Goriškem. Zelo pridni fant, jih zelo spoštujem in cenim. No in tam je en fant, ki se imenuje Janko. In ta Janko je zelo priden. Ja, imam rad in res naredi kakšno stvar, tudi zadnjem letu in tako. Samo on mi je takrat rekel, da to ni zame. Ker sem jaz začel se s tem ukvarjati, rekel, Aleksandar, to ni zate, jaz te ne vidim tebe v temu. In on je tako dobro namerno rekel, sem dobil cel kup slabo namernih pripomb. Pazite nekaj. Recimo, moj cilj je bil vedno, da bom najboljši trener na svetu. In mi smo zadnjih nekaj let prvi center za NLP, za hipnozo v Sloveniji. Ne? Na prvem mestu, že kar nekaj časa. In ko sem jaz začel, so mi vsi rekli, da tega ne smem delati, da to je zasičeno. Zakaj ljudje pridejo k nam? Zato, ker dobijo najboljšo kvaliteto, ker jaz se nenehno izobražujem in dobijo najbolj novo znanje. Jaz sem pri Richard Bandlerju praktično doma skoraj. In v resnici dobijo tudi neverjetno srce, dobijo nekaj, kar jaz verjamem, da nikjer ne dobijo. To, kar jaz dam, to mojo energijo. In kljub vsemu mi ena gospa napiše, Aleksandar, predavanje ni za vas. Ne? Po 100,000 udeležencih, po 20 državah, mislim, da je zdaj že po svetu, mi nekdo reče, to ni za nas. In seveda, hvala lepa. Rečem, hvala lepa za to mnenje, gospa, izvolite ga nazaj, ne rabim. Zakaj? Ker sem na vzorcu 100,000 plus ljudi našel toliko ljudi, ki jim je to blazno všeč in bi radi še in še in še. Ne morem pa vsem ugajati. Tudi vi ne morete vsem ugajati. Naučite se sprejeti mnenje z rezervo. In jaz včasih se niti ne ukvarjam s tem ljudmi na Facebooku. Včasih ljudje rabijo prav pozornost, nimajo kaj drugega, kot da pišejo bedarije, kot da vas bodo očrnili na Facebooku in tako. In jaz jih kar skenslam, rečem blok, this, ne vem kaj, person. In zblokiram, se ne ukvarjam. Se jaz vem, da Facebook hoče točno to, da bi jaz tam z njimi debatiral, pa da bi on dal še en reply, pa jaz reply. In to se blazno širi, potem ne bi rabo nobenega budžeta. V resnici moj čas je preveč dragocen, da bi ga zgubljal z nekom, ki v resnici nima iskrenega namena, ki ni moja stranka. Jaz moram biti tukaj za moje ljudi, za moje stranke, za mojo skupino podpornikov. In še nekaj vam moram povedati, ker ne vem, če to veste. Danes je v Čilu in na Avstraliji in v Novi Zelandiji in v Kanadi nekdo, ki vas čaka, da boste prišli ven kot coachi, kot predavatelji, kot mentori. Kako to vem? Vem, ker vidim, kako je pri Tony Robbinsu. Pri Tony Robbinsu ljudje mislijo, da ima tako veliko baze ljudi, ki ima toliko Američanov, ma ni res.
Zdaj, ko sem bil senior leader pri Tony Robbinsu, smo imeli 200 Rusov na delavnici Date with Destiny. 200 Rusov je prišlo iz Rusije. Na tečaj, ki stane $5,000. Pazite to. To pomeni, da danes Tony Robbins služi svoji skupini po vsem svetu. Problem je samo ta, da ti ljudje v Kanadi, v Novi Zelandiji, v Avstraliji, v Čilu, v Peruju, Kostariki, še ne vejo za vas. Zakaj? Ker se skrivate, kot miške. In zdaj je čas, da pridete ven, zdaj je čas, da se izpostavite, zdaj je čas, da povete svetu, kdo ste in da naredite ta velikanski, fantastičen preboj, ki ga boste naredili. Ja? Potem naslednje vprašanje je, ali jaz vodim delavnico? Ja, delavnico vodim jaz. Če vam je všeč to, kar jaz govorim, če vam je razumljiva moja slovenska primorščina ali pa primorska slovenščina, potem se prijavite. Če bi radi naredili preboj skupaj z mano, ker jaz tukaj seveda bom vas res pušnil. To je ena stvar, ki v resnici do zdaj še nisem naredil. Jaz vam dal na mizo vse moje znanje posla in vam pomagal to zgraditi. Tukaj ne bom se ukvarjal z vsebino, ne bom vas učil coachinga, ne bom vas učil nič drugega kot to, da premaknete rit in se dvignete na ta nivo, da boste postali uspešni coachi, da boste zaračunali ta znesek in tako naprej. In ena stvar, ki sem vam dal, je to, kar pravi Oprah, ni večjega darila, ki ga lahko dobite takrat, ko dejansko se odzovete na vaš klic, na vaše poslanstvo, da pomagate ljudem in pomagate svetu. To je, če bi radi pomagali ljudem, če bi radi postavili posel, jaz vas vabim, da pridete in skupaj z mano zgradite v 10 mesecih coaching posel. Da naredite teh 5 nivojev coachinga in prvi nivo je avtomatičen, drugi nivo je avtomatičen, tretji nivo je avtomatičen, četrti nivo je avtomatičen, samo peti nivo je tisti, ko boste delali 1 na 1. In tukaj boste se občasno vključevali zraven. Ja? Zakaj je to tako dragoceno? Zato, ker kar naenkrat boste imeli sistem, ki dela namesto vas. Jaz recimo imam na Amazonu že toliko časa ogromno knjig, preko 1000 knjig. In zdaj tisti, ki poznate zgodbo, ne bom že šel v detajle, tisti, ki jo ne poznate, vam bom povedal v živo, kako sem to naredil, ker to je majhen trik. In jaz jemljem vsako knjigo kot mojega zaposlenega. Zakaj? Jaz imam 1000 zaposlenih na Amazonu, ki delajo zame. In delajo zame tudi, ko jaz spim. Jaz vstanem, dobim mail od Amazona, koliko sem zaslužil in prodal. In včasih zaslužim $10, včasih 15, včasih 50. Zneski so zelo različni. Jaz v resnici nič nisem naredil za to, razen da sem objavil knjigico. V resnici to zdaj je bruto znesek, ker treba še davke plačati. Ma ni važno, ne? Jaz sem zdaj razložil, da je pomembno, da imate avtomatizme, da je pomembno, da služite denar tudi, ko spite. Tako da prijavite se, izkoristite to neverjetno priložnost, izkoristite to neverjetno ceno. Link je 100K Coach in na tem linku boste izvedeli vse, kar rabite izvedeti, da v resnici naredite en fantastičen preboj. In tukaj imam še eno posebno darilo za tiste, ki bi radi bili coachi in bi se radi naučili coachinga. Če greste na link Mastermind Akademija Poševnica, da bom coach, to je ena v bistvu beseda, D-A-B-O-M, coach, tako se napiše coach, boste našli mojo brezplačno delavnico z nekaj nasveti o coachingu, za tiste, ki bi radi bili coachi. Tam so pa plus vsebine coachinga, tako da vam to podarim vsem tistim, ki ste me poslušali do konca, ki ste bili z mano do konca in mogoče tudi, ko ste poslušali vse ta vprašanja, upam, da ste se zavedali, da je zdaj čas za narediti preboj. Še nekaj. Coaching industrija je zdaj ena najbolj hitro rastočih industrij na svetu. Ja? Govorimo zdaj že o triljonih. V ZDA je edina industrija, ki je hitrejša od coaching industrije, samo še IT. Torej, informacijske tehnologije so hitrejše in potem je coaching. Zakaj? Ker danes podjetja, ko najamejo coacha, vejo, da prinaša dodano vrednost. Return on investment je zelo visok. Danes posamezniki, ko vzamejo coacha, vejo, da hitreje pridejo do rešitve. Jaz imam v tem trenutku ogromno coachov v mojem življenju, ki jih so seveda bolj mentori kot coachi. Jaz recimo imam coacha, ki mi pomaga, kako naredim recimo launch produkta. Jaz imam coacha, ki mi pomaga, recimo, kako postavim sistem. Jaz imam coacha, recimo, ki mi pomaga mentalno. V resnici, jaz kar naenkrat s temi coachi vem, da sem bistveno hitrejši od moje konkurence in da sem bistveno hitrejši, kot bi bil, če bi bil sam. Tudi vrednost coachinga je ogromna.
Težava je ta, da vi kot coachi, kot mentori, kot terapeuti se ne zavedate te lastne vrednosti, in druga težava je ta, da vi ne znate skozi sistem, ker to je tudi podobno funnelu, vi ne znate skozi sistem pripeljati stranke do tega, da bo prva skupila. In vi počnete tisto klasično napako, da se zaletite in rečete, da smo to naredili, a vidite, da ni odziva, in potem se nehate. In to je klasika pri toliko coachih, pri toliko trenerjih, predavateljih in tako dalje. Tudi, jaz se z vami, da se mi pridružite, da se mi prijavite. Nisem vam še povedal, kaj so bonusi, in to je fajn, da vam povem, samo sekundica, da vam predstavim, kaj so bonusi, ki jih boste dobili na delavnici. Prvi bonus je ta, da boste z mano vsaki mesec online, to je v živo online, boste z mano. Jaz odgovarjam na vsa vprašanja, ki jih imate, komentiram, dajem feedbacke, sem coach in sem mentor. Vaš mentor bom, to je bonus, ki ga dobite do recimo, mislim, da je 10 mesecev, ko smo skupaj. Ja? Potem dobite 4 praktična mastermind srečanja v živo. V živo se mi dobimo in to bo cel dan od 9 do 4 in ko bomo skupaj, bomo dejansko predebatirali vaš sistem, poslušal bom vašo prezentacijo, komentiral, učili se bomo prodajati, vse to boste delali tam v živo. Ja? In potem, ko boste pripravljeni, bomo mi poslali mailing na našo bazo z vašim produktom. Mi se bomo naučili tukaj, da na prvem nivoju coachinga damo nekaj brezplačno, včasih tudi na prvem nivoju coachinga damo nekaj brezplačno v zameno za to, da oseba se pri nas prijavi v sistem. Moramo seveda paziti, da bo to skladno z GDPR uredbo, vendar mi bomo rekli, da bomo dali kljukico, ko bo oseba se obkljukala in bo hotela biti v naši bazi, zato ker bo dobila neko vrednost. Mi tudi povemo, mi bomo dali neko vrednost tej bazi in pazite to, mi se bomo seveda naučili, kako to narediti in hkrati mi bomo poslali, jaz bom poslal mailing, oziroma moja ekipa, na našo bazo z vašim darilcem. In ven se bojo potem ljudje prijavili. In vi boste imeli bazo, kar naenkrat iz nič na X. Zdaj, mi točno ne vemo, kako bo velika baza, ker ne vemo toliko, koliko ljudi se bo prijavilo, kako vabljivo bo vaše darilce. Jaz vam bom pomagal narediti vabljivo darilce. Tudi vam povedal, kaj najbolj deluje, zdaj, da ste ljudje, da dajo mail in kaj ne deluje. Ja? Zaprta Facebook skupina pomeni, da ste z mano v mastermindu. Vi boste moji mastermind člani in jaz bom z vami povezan. Jaz vam garantiram nekaj, da vrednost tega je več kot 100,000 evrov, da moja investicija v to je bila več kot 100,000 evrov, da koliko časa jaz to že počnem in koliko energije sem že to vložil, sem naredil ogromno napak, ne jih vi ponavljate zaradi tega, ker se jih je že naredil in toliko ljudi drugih je naredilo, ne jih še vi narediti. Zato, če date vse od sebe, če boste se držali tega, kar se bomo smelni, jaz vam povem, da je verjetnost, da boste to uresničili in zaslužili 100,000 evrov zelo, zelo velika. Jaz vam pa ne morem garantirati, ker je res odvisno od resnici od vas, ne toliko od mene. Če plačate v enkratnem znesku, dobite še en dan moja studija z vso opremo in z mojim sodelavcem, da vam pomaga nastaviti, pritisniti gumb, vi sami boste prišli, povedali vsebino. Brezplačno. To bo v paketu. Tako da se splača izkoristiti, dajte biti z mano, dajte biti z drugimi podobno mislečimi ljudmi. In tudi boste videli nekaj, dostikrat se bo zgodilo včasih, da rečejo, joj, kaj pa konkurenca. Jaz vam povem, jaz nimam konkurence, res nimam konkurence. Ljudje, ki pridejo k meni, pridejo zato, ker pridejo k meni, ker imam tako energijo, ker sem tak predavatelj, tak coach, tak mentor. Včasih ljudje rečejo, bo videti tam na strani nekaj, kaj je primerljivo in bo tam videli nekaj cenejše in bo šli tja, kaj je cenejše. Fajn. To niso moje stranke, zato jaz hočem ljudi, ki hočejo najboljše, ne najcenejše. In vi se morate tudi tako pozicionirati. Vi hočete najboljše ljudi, ki bojo vaše stranke. Zakaj? Ker če boste dobili nekoga, ki je najboljši, ki sam sebe ceni, je ta oseba že nekaj dala od sebe, že nekaj zna, nekaj ve in tudi ceni vrednost znanja. Mislim, danes ljudje, recimo, dosti ljudje pridejo k meni na moje delavnice, če Aleksandar, to je res drago. Sam niso videli, koliko stane izobraževanje v tujini, niso šli recimo v Ameriko. Mislim, Tony Robbins ima, ne vem, če veste, prvi tečaj, ki stane 4 dni, približno 1,000 evrov, naslednja stopnja, ta Master University je $10,000, plus letalske karte, ki treba iti vsaj na 3 različne lokacije po svetu in tako. To pomeni, ljudje ne znajo ceniti tega, ker niso še videli, koliko je to vredno. In jaz vam povem, nikjer tujini ne bo to tako poceni, kot je tukaj in to je samo zato, ker jaz si imam rad, cenim mojo državo, cenim vas kot moje stranke in bi vam dal res maksimalno vrednost. Tako da se prijaviti, prijavnica na 100K Coach
In kaj boste še dobili? Dobili boste mene z vso energijo, z vsemi vedenji, znanji in pripravljenostjo, da vas izstrelim med uspešne zvezde. Zdaj je vaš čas, zdaj je čas, da naredite preboj. Prijavite se mastermindakademija.com/100kcoach in komaj čakam, da se vidimo. Bodite v cvetju, bodite z nami. Hvala lepa.